Nadaljujemo. Magister Dejan Kaloh bo postavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodu Janezu Ciglerju Kralju. Izvolite. Predsedujoča, hvala lepa. Spoštovani kolegi v razpravni dvorani, spoštovani minister gospod Cigler Kralj. Zdaj v tem obdobju smo nekako zvedeli, kdo se je znašel na seznamu prejemnikov sredstev v okviru razpisa za vlaganje v razvoj oziroma v dvig infrastrukture za oskrbo starejših, tako imenovani REACT-EU. To je bilo 17 zavodov, tudi na Štajerskem je bil, bi rekel, izbran dom upokojencev Ptuj, smo videli. Po drugi strani pa je vlada v načrt razvojnih programov za obdobje 2021 do 2024 vključila tudi gradnjo dislocirane enote Kozje, se pravi doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, s katerim so bile zagotovljene dodatne kapacitete za 49 uporabnikov, se pravi tudi na štajerskem koncu. Pa vendarle bi želel zdaj opozoriti, spoštovani minister, da mi imamo, bi rekel, mega ustanovo tudi na štajerskem koncu za oskrbo starejših občanov, seveda govorimo o domu Danice Vogrinec, kjer je izrazito sodobno, razvojno usmerjen zavod, javni socialno-zdravstveni zavod. In tukaj, kot veste, tudi Evropska zveza za starejše ga je nagradila, je dobil celo priznanje za obdobje 2018 do 2020 kot najboljši dom starostnikov v vsej Evropi, se pravi njegov menedžment, njegovo strokovnost je tudi prepoznala Evropa širše. Zdaj, seveda pa ta priznanja nekako niso zadostni pogoj za zagotavljanje kvalitetnih storitev za starejše, to je jasno, nekaj so priznanja, nekaj pa so seveda potrebni investicijski ciklusi za izgradnjo in ustrezno posodobitev te infrastrukture. Zdaj, tukaj, kot veste, skupna kapaciteta te blagovne znamke, ki domačini pravimo Danice, 809 postelj, tudi pravilnik imamo o teh minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno-varstvenih storitev. In jaz mislim, da tukaj iz tekočega poslovanja nekako, seveda, zdaj dom Danice Vogrinec ne more zagotoviti investicijskih sredstev, zato vas, spoštovani minister, tukaj zdaj sprašujem, ker na zavodu so se prijavili na ta REACT-EU razpis v zvezi z obnovo enega bloka na Pobrežju in dislocirane enote Tabor, tudi Dupleka in Maribora. In zdaj moje vprašanje je sledeče, zdaj na REACT-EU jih niso izbrali na ministrstvu, zdaj bo z vaše strani, se pravi strani ministrstva, bo, ne vem, sledil kakšen podpis pisma o nameri za gradnjo teh manjkajočih dislociranih enot doma Danice Vogrinec in pa more biti, če bo se to našlo v samem integralnem proračunu, kot se je našlo, kot sem vam rekel, dom upokojencev Šmarje pri Jelšah. Jaz mislim, da je bila vendarle neka pomota, če tako rečem, glede REACT-EU-ja, tako da vas res prosim za odgovore na moja vprašanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, spoštovana gospa podpredsednica, spoštovani poslanec magister Kaloh, hvala za to vprašanje. Kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vsekakor pripoznavam in sem soočen z potrebami za obnovo ali pa gradnjo domov za starejše in drugih socialno-varstvenih zavodov ter njihovih dislociranih enot tudi v Mariboru z okolico in umestitvijo v načrte razvojnih programov za 2021-2024. Morda najprej omeniva v povezavi z tem razpisom REACT, ki je čisto svež. Komisija je objavila tudi na naših spletnih straneh in tudi javno komuniciramo izbrane prijavitelje. 17 zavodov je z 18 projekti, ki so se prijavili na sredstva, ponujena sredstva iz sklada REACT v višini 93 milijonov evrov. V Mariboru in njegovi okolici se, bi rekel, neodvisno od tega sklada REACT na področju investicij v socialno-varstvene zavode so se izvedli nedavno ali pa so v izvajanju naslednji projekti. Dom Danice Vogrinec je obnovil kuhinjo in pralnico
in sofinancirski delež ministrstva je dobre 2,5 milijona evrov. Dom starejših občanov Tezno je dobil dodeljena sredstva dobrih 700 tisoč evrov za gradnjo enote za zagotavljanje začasnih namestitev, to je v sklopu deinstitucionalizacije. Potem je iz enakega razpisa Dom upokojencev Ptuj dobil dodeljena sredstva v višini 1,4 milijona evrov za dnevni center. In Dom upokojencev Ptuj je tudi bil uspešen s svojim prijavljenim projektom za prilagoditev obstoječe infrastrukture doma upokojencev zaradi COVID-a na razpisu REACT, in sicer v višini slabih 12 milijonov evrov. Dom starejših Ruše bo zgrajen strani koncesionarja in tam bo 150 mest. Prav tako Slivnica je tudi v okolici Maribora, tudi 150 postelj, in tam je še Hajdina, tudi koncesija, tudi za 150 mest. In še investicija v dozidavo in rekonstrukcijo objekta za povečanje kapacitet v domu dr. Jožeta Potrča Poljčane v enoti Slovenska Bistrica v višini 4,1, skoraj 4,2 milijona evrov. Torej, kar nekaj teh investicij je odprtih ali so bile izvedene. Investicijska dokumentacija, to moram povedati, za ta projekt, zadnji projekt dozidave in rekonstrukcije enote v Slovenski Bistrici je še v postopku potrjevanja in predvidena za vključitev v načrt razvojnih programov v letu 2022. Zdaj pa bi se vrnil nazaj na ta razpis REACT. 93 milijonov je bilo razpisanih sredstev, prijavljenih je bilo projektov za še več kot enkrat toliko. Torej, prijaviteljev je bilo še za dodatnih 100 milijonov evrov. To kaže na to, da je bilo področje gotovo podinvestirano, nekako zapostavljeno, ni bilo dovolj investicij v preteklem desetletju in več, in COVID epidemija je pravzaprav razgalila stanje teh domov. In nekako smo uspeli zmotivirati vsi skupaj izvajalce, da so se dobro pripravili dokumentacijo, vse potrebne pogoje, kajti teh 100 milijonov evrov več, kot je bilo denarja na voljo, so vse projekti, ki imajo gradbena dovoljenja, ki imajo dobro dokumentacijo, vendar so v nekaterih podrobnostih očitno je komisija odločila, da pač niso dobili polnega števila točk, so pa razlike izjemno majhne. Lahko vam zagotovim, ker sem že na vezi z ključnimi ministri te vlade in predsednikom vlade, da bomo podobno, to vam pa lahko zagotovim, podobno kot smo to naredili na šolski infrastrukturi, zagotovili nekje v začetku prihodnega leta potrebna sredstva, da bodo lahko vsi ti prijavljeni, ker imajo dobro dokumentacijo, vse potrebno, izvedli svoje projekte, kajti potrebno je, da se 4, 5, 6 posteljne sobe odpravijo, da se da dostojno 1- in 2-posteljne sobe, da se infrastruktura v teh domovih, ki so najbolj potrebni in nosijo največje breme epidemije, izboljša. Hvala.